Ta nova doba prinaša en kup doktrin treninga, en kup izrazov, laktatni prag, materiali novi, gor dol. Kako ste recimo vi v 70. letih, ker spominjam se, da sem bral to knjigo Sfinga Anteja Mahkote in sta on in ta njegov še najstniški soplezalec, kako je bil že, je bil Dular ali Marko, ja. Marko, ja, da sta se utrjevala, ko sta se pripravljala na ne vem katero zimsko smer, tako da sta ledene kepe v rokah držala in se šla, kdo bo dlje zdržal. Ja, na to se To je bilo prej, to je bilo še v 50. Zelo romantični pristop v načinu treninga. To se svja. Vsa znanost zanesljivo lahko koristi, ne? Ampak vendarle pa ne moreš imeti kot suho zlato. Ne? Treba je malo z izkušenj, pa še druga stvar je, enim ljudem en način treninga ustreza, drugim pa ne. In zdaj moraš zelo in predvsem poslušati sebe in graditi na izkušnjah. Ne? In imeti srečo na začetku, tako sem jaz imel, da sem šel z izkušenjami v Himalajo in uspel potem skozi tisto zgodbo, srečno zame zelo, ne, ker mi je prispel priti do vrha, ustvariti zametke nekih svojih izkušenj in jih potem seveda gojiti naprej. Ne?